Cenzurno ovirani, torej gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, še vedno nimajo pravega dostopa do informacij v vseh audiovizualnih medijih. Na posvetu o dostopnosti do audiovizualnih storitev, ki ga je v začetku oktobra organizirala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije skupaj z Ministrstvom za kulturo, so predavatelji preučili dostopnost za senzorne invalide v Sloveniji in iskali rešitve. Potrebe po dostopu do audiovizualnih storitev je predstavil predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Matej Žnuderl, v imenu Zveze društev gluhih in naglušnih pa Valerija Škof, ki je prisotnim predstavila rezultate ankete o dostopnosti televizijskih programov. Jasno je tudi, da si želimo, da bi bil dostopen celoten program in ne samo vsebine, ki so namenjene osebam z invalidnostjo. Zato apeliramo na državo oziroma pristojno ministrstvo, da določite minimalne ključne kazalnike uspeha za medijske ponudnike pri povečevanju dostopnosti. Medijske ponudnike pozivamo, vedno imejte v mislih enakovrednost. Vsebina mora biti dostopna vsem, ne glede na ovire. Še posebej pa na operaterje. Prosimo, sodelujte s ponudniki medijskih storitev in najdite rešitve, ki bodo omogočale, da bodo podnapisi dostopni vsem, ne glede na televizijo, operaterja ali program, ki ga uporabnik spremlja. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o audiovizualnih medijskih storitvah iz leta 2021 je določil, da morajo ponudniki audiovizualnih medijskih storitev oddati načrte za povečevanje dostopnosti. Ti načrti so 3-letni, v teh 3 letih pa morajo izboljševati dostopnost do njihovih storitev. Poleg tega je Ministrstvo za kulturo na podlagi zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide konec septembra pripravilo pravilnik, v katerem ponudnikom audiovizualnih storitev nalaga ukrepe za dostopnost. Pravilnik bo začel veljati 28. junija 2025. Na posvetu pa so udeleženci večinoma ocenjevali, da ga je nemogoče uresničiti. Nalaga tem ponudnikom določene standarde kakovosti dostopnosti. Se pravi, recimo, kakšni morajo biti podnapisi, velikost podnapisov, kontrast podnapisov, kakšen mora biti tolmač, kako mora izgledati in podobno. Veljajo pa te zahteve samo za ponudnike, ki so registrirani v Sloveniji. To ne velja recimo za Netflix. Zato, ker ta zakon o dostopnosti pravi, da ti standardi dostopnosti, ki so predpisani v pravilniku Ministrstva za kulturo, veljajo samo za podjetja, ki imajo več kot 2 milijona letnih prihodkov in imajo več kot 10 zaposlenih. Se pravi, za ostale ti standardi ne veljajo. Veljajo pa še vedno zahteve po izboljševanju dostopnosti za vse ostale televizijske programe oziroma ponudnike storitev na zahtevo. Strani zasebnih ponudnikov audiovizualnih medijskih storitev je bilo slišati očitke, da je bil pravilnik sprejet prehitro in da država želi prevaliti zagotovitev dostopnosti na slovenski zasebni sektor, saj zasebnim medijskim ponudnikom ne ponudi sredstev za zagotavljanje medijskega programa za senzorno ovirane, kot ga nudi nacionalni radioteleviziji. Ukrepov za dostopnost tudi ne nalaga ponudnikom iz tujine. To je večji problem Slovenije, ki nima 5 televizij, ampak jih ima 200 v kabelskem sistemu, tujih. Od tega jih je vsaj 20 takih, ki izgledajo, kot da so slovenska televizija, pa niso. Niso podrejeni slovenskim predpisom, ni slovenske jurisdikcije nad njimi. Skratka, nobenih obveznosti, ki jih ta država predpiše, ne veljajo zanje. To je na področju linearne televizije. Na področju videa na zahtevo, pa seveda Netflix, Voyo, HBO, spet je samo Voyo slovenski izdatelj, pa knjižnice slovenske operaterje in javne televizije. Kdo bo prisilil Netflix? A bojo slovenski ponudniki storitev edini izvrševali slovenske predpise ali jih bo moral tudi nekdo tretji, ki je v Sloveniji v ponudbi? Stvar je zelo
tehnološko vprašanje, ne toliko strokovno. Ta pravilnik je pa pravilnik napisan skupek želja, ne da bi točno vedeli, kako pravzaprav to sploh doseči in če se sploh da doseči. Strani razvijalcev informacijske tehnologije in operaterjev je bilo slišati, da tehnologija za zagotavljanje dostopnosti sicer že obstaja, so pa možne rešitve zelo kompleksne. Poleg tega se več težav kaže pri financiranju takšnih rešitev. Radi pravilna ločila, pa hkrati bi imeli to v živo. Pa potem imamo take govorce, ki sem jaz z malo počasnimi možgani, ki se včasih malo ustavimo, pa ne vemo točno, kaj bi povedali. Pa se nam malo zatakne, pa dobimo malo čudne vejce, pa dobimo malo čudne pike, pa se potem izkaže, da če govorc ne ve, kaj govori, so podnapisi pač za nič. In tega ne bomo rešili tehnično. Tehnologija za podnaslavljanje seveda že obstaja, tudi za slovenski jezik. Med drugim to dokazujejo tudi različni projekti, ki so bili izpeljani v Sloveniji. Seveda se pa vedno moramo vprašati, ali je že na taki zadovoljivi ravni, da bodo vsi z ponujenim zadovoljni. Priprava podnapisov je namreč precej kompleksen postopek. Pri strojno generiranih podnapisih imamo to težavo, da je transkript dobeseden. Včasih je to bistveno preveč, kot človek lahko prebere, še posebej, če je recimo to gluha ali naglušna oseba, ki pogosto tudi ima težave z recimo hitrim branjem. Potem je to izziv. Tehnologija, ki zna dobre transkripte, natančne transkripte delati, obstaja tudi za slovenščino, to smo pokazali, od 2019 naprej jo imamo, ampak podnapisi pa mislim, da rabijo še nekaj dodatnega razvoja, da bi lahko prišli do te točke, ki bi zadovoljila vse uporabnike. Direktiva je bila sprejeta, prepušča državam, kako bodo to uredile. Videli smo danes iz predavanj zelo kvalitetnih, da je tehnologija se razvija, vsak dan je boljša. Slišali smo, da je nekatera tehnologija razvita, vendar ni prilagojena za slovenski jezik. Slovenija je majhna, slovenski jezik uporabljamo Slovenci. Majhna država je draga država. Teh stvari se ne ureja s predpisom, ki ga preprosto sprejmeš in porineš v vodo vse udeležence in pač ne naredite v enem letu. Tega v enem letu ne bo možno izvesti, kar piše v pravilniku. To vejo verjetno tudi tisti, ki so ga pisali, sklepam, če pa ne, so pa prav gotovo danes slišali od strokovnjakov. Obetamo si to, da bo vedno več dostopnosti v televizijskih programih, v javnem servisu kot v komercialnih programih. Bo pa to zelo odvisno od tega, kako bodo dostopni razpoznavalniki, recimo govor, tekst. Predvsem to velja za komercialne programe, ker moramo vedeti, da komercialni programi se financirajo izključno iz oglaševanja in plačil operaterjev in nimajo nobenih podpore z vidika države na tem področju. Drugače seveda z javnim servisom, ki pač ga se financira od naročnin in proračuna države. Anže Ančimer z Radiotelevizije Slovenija je predstavil pilotni projekt o razpoznavalniku govora in upa, da ga bodo uspeli nadgraditi vsaj do konca leta 2025. Imeli smo kar nekaj faz razvoja. Potrebno je bilo povezati razpoznavalnik govora s samim programskim okoljem. Ta program je potem te podnapise pridobil in jih oddajal na teletekst. In tam jih lahko uporabniki tudi vidijo na številki 771. V prihodnosti pričakujemo dodatno financiranje, saj se je ta pilotni projekt konec leta 2023 zaključil. Izdelali smo tehnično dokumentacijo, na podlagi te dokumentacije pa analiz smo naredili dokumentacijo za oddajo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev. Danes je ministrica omenila, da bodo ta kohezijska sredstva na voljo.
Na Ministrstvu za kulturo so zagotovili sredstva za nadgradnjo razpoznavalnika govora, ni pa jasno, ali bo na voljo tudi zasebnim ponudnikom. Na voljo je približno 1.250.000 evrov, ki jih bomo zagotavljali RTV Slovenija v obdobju od 25 do leta 28. V tem času je cilj projekta, da se vzpostavi sistem za podnaslavljanje televizijskih programov RTV Slovenija, ki pa bi izsledki tega projekta bodo pa na voljo tudi drugim komercialnim ponudnikom audiovizualnih in medijskih storitev, da aplicirajo podobne rešitve in omogočijo senzorno oviranim dostop do njihovih storitev. Kot je omenil predsednik ZDGNS Mladen Veršič, je v Sloveniji skoraj 200.000 ljudi z izgubo sluha, med katerimi niso samo invalidi, ampak tudi starejši. Vsi potrebujejo podnapise, sicer je televizija zanje le mrtva slika na ekranu.